Pozdravljeni v oddaji Ambienti. V tokratni oddaji vam bomo pokazali prenovljeno dvovišinsko stanovanje in hišo na skrajno ozki parceli ob slepem zidu vrstnih hiš ter razložili, kakšne so prednosti ozelenjenih streh. V nasprotju s tistimi, ki si najprej zamislijo, kakšen bo zunanji videz stavbe, se arhitekt, ki živi v ozki hiši, projektiranja loteva od znotraj navzven. Poleg tega, da je hiša iz naravnih materialov, nas je navdušila svojo obliko in rastlinskim objemom. Rešitve se vselej skrivajo v problemu. Tega se nadvse dobro zaveda tudi arhitekt Boštjan Debelak, ki je na ekstremno ozki parceli ob slepem zidu vrstnih hiš zgradil svoj dom. Kljub ozki parceli je njegova hiša prostorna in prežeta s pristno toplino. Hiša, v kateri živite, in številne majhne, ki ste jih projektirali za stranke, nakazuje na to, da ste razvili nek svojevrsten arhitekturni jezik. Ja, hiša je prva v seriji, ki sem jo načrtoval in tudi zgradil. To je skoraj 30 let od tega, se pravi takoj po diplomi, narejena je bila pa za sredstva družinske garsonjere, se pravi majhnega stanovanja. Iz tega je pravzaprav nastal koncept, ki se ga držim še danes, temu rečem plus minus 100 kvadratov, to pa zato, ker ocenjujem, da je to zadosti velika ali pa dovolj majhna hiša, kamor lahko spravaš eno normalno družino, rečemo tudi do 5 članov. Nekako hiša se mi zdi, da mora biti v prvi vrsti zatočišče in ne bivališče. Kako ozka je lahko hiša, ne da bi to motilo njene osnovne funkcije? Bi rekel tako, če lahko živimo na jadrnici, recimo, da si predstavljaš, kako je tam živeti, bi bilo 2 metra širine zadost. Če razmišljamo v drugo skrajnost, da je recimo lahko dom tudi neka premična zadeva, je ena lepa številka 2 metra pa 20 recimo, kar lahko še spravaš na cesto brez spremstva in objekt predstavljaš. Sam bi si upal iti recimo na 1,60 m ali pa še manj neto širine. Na tako velikost bi preverjeno spravil ves program. Koliko je široka vaša hiša? Ta hiša je široka 1,5 vesla. 3,10 m, ja, je notranja širina. Kaj pa dolžina? Dolžina je 9 metrov. Imate koliko etaž? Etaže so pa 4, kar pomeni 4 vesla višine. Skupna neto površina hiše je slabih 100 kvadratnih metrov. Zgrajena pa je na 74 kvadratnih metrov veliki parceli ob končni vrstni hiši, kjer je nekoč rasel paradižnik. Ozka hiša je zasnovana zelo racionalno in brez garaže. Jaz sem mnenja, po mojem nisem edini, da so avtomobili narejeni za to, da so zunaj. In iz tega vidika tudi zelo težko gledam vse te garaže po svetu. Jaz dejansko vidim v vsaki garaži eno potencialno majhno garsonjero za recimo ljudi, ki si ne morejo privoščiti hiše. Pri gradnji hiše se je arhitekt srečeval s pripombami, da se zdi hiša nekaterim preozka, drugim previsoka, vsekakor pa premajhna za udobno bivanje. Ta primanjkljaj občutka recimo prostornosti se da reševati z recimo enim centralnim delom, ki je dvonivojski. Naprimer v tem prostoru, kjer sva zdaj, ta soba meri 13 kvadratnih metrov, kar je približno ekvivalent neke otroške sobe. Steklena stena na jugu prepušča po zimi veliko svetlobe, predvsem tudi sončne toplote. Kako pa imate urejeno senčanje poleti? Ne omogoča samo vstop sonca skozi šipo v notranjost, ampak omogoča tudi lepe poglede iz hiše, ki niso samo horizontalni, ampak so tudi včasih malo vertikalni. Drugače, kar se tiče pa zaščite proti soncu, pa jaz to najrajši rešujem z naravno ozelenitvijo. Se pravi, pozimi drevo nima listov, spustiš sonce noter, po letu zeleni in si ko v gozdu. Se pravi, dobro, nekaj časa traja, da drevo zraste, ampak slej ko prej pride do vrha. Za sinergijo z naravo skrbi tudi divja trta, ki bogati videz arhitekture. Pozimi vzpenjavka svojo moč izkazuje z zavitimi vejami, v toplih mesecih z bujnim zelenjem, jeseni pa z žarečo barvitostjo. Hiša je polna življenja, gnezdijo ptiči, brenčijo čebele. Edina stvar, ki je lahko problem, je
pometanje listja, jesen, pa mogoče je treba kakšno vejco odrezati. Sicer pa takšna vzpenjalka ščiti fasado in ji ničemer ne škoduje. V ničemer ni prenašalka vlage na fasado. Ni prenašalka vlage, jo kvečem pobira iz fasade, ne, in listje tudi preprečuje direkten udar dežja po ometu, kar pomeni, da je takšna fasada čez leta bistveno v boljšem stanju, kot če tega rastlinja ne bi bilo. Vaša hiša je zgrajena iz prvinskih naravnih materialov, lesa, opeke, apnenega ometa. Več kot očitno ste se namenoma odločili za tovrstne materiale. Zavestno in tudi se mi zdi za hišo, ne bom rekel za arhitekta, zelo lep kompliment, če nekdo reče, da se hiša dobro stara. Torej, vsem tem arzenalu materialov in oblik historičnom, recimo, mislim, da ima arhitekt zadost veliko škatlo, iz katere lahko jemlje, in jaz osebno nisem pristaš eksperimentiranja, posebej ne tacga, ki gre na račun investitorjev. Zaobljena streha in okroglo stopnišče nekako zmehča to arhitekturo vaše hiše. Ja, jaz mislim, da mora hiša človeka malo pobožati, objeti, skratka, da mora delovati prijazno. Nekako ne maram renčanja tudi v arhitekturi. Pri tako ozki stavbi ste očitno morali izbrati tudi izvenserijsko notranjo opremo. Večino opreme sem v resnici sam zrisal in nekaj od tega tudi sam naredil. Določene stvari, kot recimo ta kuhinja, sploh ne obstaja kot serijski produkt. V tej kuhinji lahko kosilo skuhaš sede. Miza deluje kot del kuhinjskega pulta, kadar ni v uporabi kot miza. Ja, za mizo se da posesti 7-8 ljudi z enim enostavnim potegom oziroma razširitvijo mizne plošče. Lastnik hiše je izrisal tudi kljuke za vrata in jih dal izdelati mojstru. Svetila pa je naredil kar sam. Enako velja tudi za lesen kajak s platnenim ovojem, ki krasi steno. Ja, čoln je nastal prav v tem prostoru. Približno 150 ur rabiš, da ga narediš. In takrat se je začasno hiša spremenila v ladjedelnico. Čoln je narejen brez enega vijaka, žebla, samo z vezanjem špage. Brez kovinskih delcev. Ničesar tacga. Čeprav kovina, ko se malo ozrem po tej vaši hiši, je kar stalni spremljevalec notranje opreme. Ja, zame je kovina topel material. Mogoče se sliši čudno, ampak mislim, da kombinacija kovine in lesa, kovina že sama po sebi se mi zdi, da ima vse nek ogenj. Ampak to toploto ste dobili tudi z barvitostjo samih prostorov. Osebno rad uporabljam tople zemeljske tone. V določenem trenutku lahko z neko temno steno prostor povečaš, kar je splošno prepričanje nasprotno. S tem ustvarjaš občutek globine, sprav neskončnost. Ozka hiša se ogreva s kombinirano pečjo za olje in drva, vendar to ni edini vir ogrevanja. Neprecenljivo vlogo v stanovanju ima po Debelakovem načrtu izdelan kamin. Si hiše brez ognja ne znam predstavljati. Meni se zdi to najbolj primaren element, ki ustvarja dom. Nisem zaenkrat pristaš pretirano energijsko varčnih hiš, ker takšne hiše ne prenesejo odprtega ognjišča, ne prenesejo odpiranja oken in meni se zdi to kot neka vrsta predpriprava za selitev na Mars. Toliko časa mislim, da bi mogel človek ohraniti to dostojanstvo in imeti možnost v svoji hiši zakuriti ogenj. V nadaljevanju si bomo ogledali ozelenjeno streho in prenovljeno dvovišinsko stanovanje.
Gradnja zelenih streh je stara stoletja. Z njimi so svoje hiše prekrivali že Rimljani. Danes pa ta gradbena filozofija doživlja preporod. Bujno porasle zelene strehe zmanjšujejo stroške za ogrevanje in hlajenje, povečujejo pestrost živalskih vrst v urbanih okoljih in delujejo kot naravni filter za deževnico. Najbolj nasplošno lahko rečemo, da so zelene strehe zelo zaželen arhitekturni dodatek. Arhitekti in investitorji vidijo v zazelenitvah predvsem estetski videz. Pri tem pa je nujno poudariti, da je namen oziroma efekt zazelenitve precej širšega pomena. Prva glavna lastnost je zadrževanje padavinske vode. Vemo, da imajo marsikje s tem precejšnje težave, ker so odtočni sistemi preobremenjeni in meteorne vode večkrat poplavljajo. Mi lahko odvisno sicer od sistema zazelenitve, v zeleni strehi akumuliramo do nekje 50 litrov vode na kvadratni meter. Ta voda dejansko potem v večini preko rastlin izhlapi nazaj v okolico. S tem izhlapevanjem dosežemo drugo bistveno lastnost zazelenitve. In sicer je to preprečevanje pregrevanja v poletnih mesecih. Evaporacija je izredno učinkovit mehanizem hlajenja neposredne okolice. Pri terasah ali drugače izpostavljenih zelenih strehah je to praktično nepogrešljivo. Prav tako je ta efekt globjega pomena tudi v smislu preprečevanja tako imenovanih toplotnih otokov. Vemo, da v urbanih naseljih, ki so gosto pozidani, v poletnem času prihaja do tako imenovanega toplotnega otoka, ki dejansko pomeni, da se temperatura v mestu na primer dvigne nad temperaturo okolice. Z ustrezno velikimi zelenimi površinami ta efekt preprečujemo. Istočasno preprečujemo tudi pregrevanje same strešne konstrukcije. Dokazali smo, da z zazelenitvijo strehe dejansko v poletnem času izničimo toplotne dobitke v samo strešno konstrukcijo. Torej lahko trdimo, da sigurno manj energije porabimo za hlajenje prostorov. Nenazadnje ne smemo pozabiti niti na biotsko poživitev okolice. V glavnem zazelenjujemo ravne strehe. To so strehe z naklonom do nekje 7 stopinj. Zazelenimo lahko vsako streho, ki je funkcionalno ustrezna. Torej, streha mora biti toplotno izolirana in zatesnjena z vodotesno membrano. Lahko je nova, lahko je stara. Bistveno je, da kot streha funkcionira in je kvalitetno v zadovoljijem stanju. Tu velja poudariti še eno pozitivno lastnost zazelenitve. Namreč, da s tem dodatno zaščitimo osnovno strešno konstrukcijo in ji s tem podaljšamo življenjsko dobo. V glavnem na strehah prakticiramo ekstenzivne zazelenitve. To so rastline, ki zrastejo do približno 10 cm. Jih ni potrebno rezati ali kositi, so trajne in potrebujejo zelo malo vzdrževanja. To so tako imenovane homulnice ali sedumi. Najprej namestimo protikoreninsko zaščitno folijo. Te se v določenih primerih lahko izognemo, če sistem polagamo na streho, ki to zaščito že vsebuje. To so v glavnem novejše strehe, ki v osnovni vodotesni membrani to zaščito že imajo. V vsakem primeru pa to preverimo. Sledi drenažni sloj, posebna čepasta folija, ki omogoča odvodnjavanje odvečne vode. Na drenažo položimo green roll substrat. To je poseben mineralni filc, ki ima izredno sposobnost hitre absorpcije vode in rastlinam omogoča idealen rastni medij za ukoreninjanje in zalogo potrebnih hranil. Zadnji sloj je tako imenovani sedum mix, zelena preproga, sestavljena iz večjih vrst sedumov. Preproge so vzgojene na plantaži in so takojšnja ter zanesljiva za zelenitev. Pri izvedbi zelene strehe moramo upoštevati nekaj pravil. Na primer prekrivanje, križno polaganje, razmejevanje s procem. Po postavitvi moramo sistem zelo dobro zaliti in po potrebi pognojiti. V nadaljevanju je od vzdrževalnih aktivnosti odvisno, kako lepo bo zazelenitev uspevala.
Načeloma so sedumi v sistemu sposobni preživeti tudi brez zalivanja in vzdrževanja. Vendar je pri tem nujno poudariti, da bomo v primeru zalivanja v vročih poletnih mesecih in vzdrževanja kot občasnega odstranjevanja plevela in po možnosti enkrat letno gnojenja dosegli bistveno lepši vizualni učinek same zazelenitve. V Sloveniji Ljubljana že ima predpise, kjer je obvezna izvedba zelene strehe v določenih primerih pri večjih objektih z ravnimi površinami. Take in podobne predpise v svetu najdemo pri precej večjih mestih. Pri ekoskladu izvedba zelene ravne strehe spada med ukrepe za čiščenje odpadnih voda in odvajanje meteornih voda. Z izvedbo ravne strehe se zmanjšuje koeficient prepustnosti odpadnih voda in s tem razbremenjuje meteorne kanalizacije ter ponikovalnice. Za izvedbo zelene strehe je pri ekoskladu možno pridobiti subvencioniran kredit oziroma kredit s subvencionirano obrestno mero. Obrestna mera znaša 3-mesečni Euribor plus 1,3% in kredit se lahko pridobi do zneska 40 000 evrov. Za pridobitev kredita je potrebno višino investicije dokazovati s predračuni. Na koncu po izvedeni investiciji pa se dokazuje z računom in sliko izvedenih del izvedene zelene strehe. Za več informacij se lahko gledalci obrnete na pisarne En svet oziroma na spletno stran www.ekosklad.si. Če ima arhitekt proste roke pri ustvarjanju, si lahko dovoli drzne poteze. Črna kuhinja, betonski pult, stena v vzorcu marmorja, v katero je vgrajen kamin in prostor za shranjevanje drv in še kaj. V osrčju Ljubljane je stanovanje veliko le 45 kvadratnih metrov po prenovi postalo moderno in elegantno, a kljub temu preprosto. Kako iz enega stanovanja nastanejo 3 in kaj se zgodi, ko v enem izmed njih arhitekt dobi popolno svobodo pri ustvarjanju? Tjaša Jesenko in Gašper Čerin iz biroja 2 Arhitektura sta zasnovala modern dvovišinski dom v Ljubljani, ki je z avtorskim pristopom pridobil na eleganci in značaju. Tjaša in Gašper, pozdravljeni. Živijo. Živijo. Pri opremljanju tega stanovanja sta imela popolnoma proste roke. Kako naročnika prepričati do te stopnje zaupanja in kaj vaju je vodilo pri opremljanju tega stanovanja? Skozi večkratno sodelovanje naredili smo že 2 stanovanji in zdaj pri tem stanovanju je pa glede na to, kako smo sodelovali prej, je lastnik pustil, da tukaj pa lahko naredimo, kar sami želimo in si malo več dovolimo. Ja, stanovanje je bilo prvotno mišljeno za lastnika, potem pa smo skozi čas ugotovili, da bo namenjeno verjetno turizmu oziroma oddaji, tako da smo mogli v času projektiranja malo spremeniti naša vodila, program oziroma kako bi zapolnili vse sobe, ne preveč zapolnili, še vseeno, da dobimo stanovanje, ki bo uporabno. V tej steni vidimo vgrajen kamin, tudi nišo za polena. Kako ste to uspeli doseči, glede na debelino, običajno debelino stene? Ja, to je zelo star objekt. V tem objektu so stene debele cirka 80 cm, sploh zunanje. Že v sami steni je bilo veliko niš. Ena od niš je tudi ta, v kateri je kamin. Kamin je sicer električen, zato smo zraven dodali še drva, ki so ta prava, da ustvarijo neko tako toplino lesa, ki nam jo da. Stopnice smo tudi ugradili na podlagi tega, glih zaradi te debeline zidu, ki smo imeli na voljo. Se pravi, noter je kovinski nosilc, jeklen in na ta jeklen nosilc so privarjene nastopne ploskve. Pa je na tej nosilni steni tudi dejansko položen marmor gor? Ne, to, kar vidimo, ni marmor, je keramika imitacije kamna, dimenzij 60 na 120 cm. Probali smo se čim bolj približati videzu naravnega kamna. Mislim, da nam je dobro uspelo.
Kaj pa pult na otoku, je tudi imitacija betona, vsaj tako se zdi, ali pa kakšnega drugega kamna? Ne, pult iz betona je pa kar pristan, je pa v bistvu zelo zanimiva zgodba v zadnji, ki se pa ravno nanaša na to zaupanje med lastnikom pa med nama, ki je pa nastala v bistvu ideja čisto tako na kavi, ki sem med pogovorom, sem jaz vprašala, koliko si lahko pustim, pa da bi mogoče kakšen kos tak dal noter. In pa smo prišli, pa se to lahko sami doma naredimo. In tako da na koncu smo res v delavnici zalili pult, armaturo dal noter, ga prelili z epoksijom, premazali, zaradi tega, da je pač vodoodporen, da se ga lahko v kuhinji varno uporablja. Pa smo ga sem prinesli, pa rekli, nič, če se bo zlomil, se bo, če ne, ne, tako da je varno prispel in je pač zasedel svoje mesto in naredil ta učinek, ki smo ga hoteli. Odločila sta se tudi za precej temno kuhinjo, za črno. Seveda so stene bele, je dosežen nek kontrast, ampak vseeno, zakaj črna kuhinja? Ja, črna kuhinja je v bistvu kontrast te velike bele škatle, ki jo tukaj vidimo, visoki stropovi so, svetle stene in pač je bilo treba nekako majčken, pač neko močno potezo dati noter. Se pravi, ja, kuhinja v temni barvi, se pravi grafitno sivi, paše k karakterju lastnika in hkrati v bistvu doda močen karakter tudi temu stanovanju. A ste se potem zaradi tega, ker je težko narediti tak dolg pult, odločila, da pa ta daljši kuhinjski pult bo pa vseeno lesen in ne betonski? Ja, ne, pult ni bil zaradi tega, ker ga ne bi mogli narediti betonski, ampak zaradi tega, ker smo hoteli dodati kontrast tej sivini, marmorju, kamnu z nekim toplim naravnim materialom, kot je les. Tako da smo ga v bistvu v majhnih detaljih, kot so police, pri kaminu pač lesena drva prava, nogice od miz. Tako da v bistvu smo eno tako celoto naredili iz vsega skupaj. Stanovanje ima precej visoke stropove, tako na uč bi rekel nekih 4 metre. Ta podest se zdi neka logična poteza, zakaj vsega uporabljamo? Res je, stropovi so visoki 4,20. Je pa lahko se uporablja ali za kakšno mogoče relaksacijo, ali za kakšno telovadbo. Prvotno pa če je bilo mišljeno za posteljo, za spanje. Kje pa je zdaj spalnica? Glavna spalnica je v drugem prostoru, podest je bil pa mišljen kot neka dodatna spalnica, ali mogoče spalnica za goste, ali pa kot pač v primeru turistične uporabe, pa pač kot dodatno ležišče. Zdi se mi odličen prostor za otroško igrišče. Ja, za otroke je pa to odličen prostor kot igralnica, ker so stropovi nizki in pač oni nimajo problemov z višino, tako da se lahko igrajo in počutijo varne pač. In za varnost sta tudi vidva morala še posebej poskrbeti, odločila sta se za stekleno ograjo? Ja, za stekleno ograjo so se odločila ravno zaradi tega, da nam ne da občutek, da smo prostor zelo zaprli, da še zmeraj prostor diha, da je odprt. Te odprtosti prostora pa pripomorajo tudi te lebdeče stopnice, ki so brez ograje, dihajo, prepuščajo seveda svetlobo. Ja, ravno zaradi tega, ker imamo zelo majhno okensko površino, smo se odločili za vpete stopnice, pa tudi zaradi tega, ker nam zavzamejo dejansko zelo malo prostora, ker smo zelo omejeni, zato so tudi malo bolj strme, kot bi bile običajno. Stanovanje sicer deluje veliko, ampak kakšna je njegova dejanska kvadratura? Ja, dejanska kvadratura ni ravno velika, je okoli 50 kvadratnih metrov uporabne površine, obsega hodnik, se pravi vstopni prostor, kopalnico z nekim vmesnim prostorom, kjer imamo prostor za pralni stroj, ta osrednji prostor, v katerem se nahajamo, in pa spalnico, ki je ločena. Ja, čeprav smo zdaj v tem enem velikem prostoru, smo pa v bistvu še vsem dosegli, da so prostori ločeni ambienti, se pravi dnevni prostor ločen, kuhinja ločena, tako v bistvu z nekimi navideznimi mejami. V dnevnem prostoru smo to dosegli s podestom, kjer ima pač človek občutek neke intime, potem v kuhinji z otokom, jedilnica je pa tudi prostor zase. Bilo je veliko ogradnih niš, ki jih nismo hoteli zapirati, in smo jih uporabili za ogradno pohištvo, zaradi tega, da smo čim več prostora uporabili. Pri prenovi starejših stavb vedno pride do kakšnih presenetljivih pripetljajev. Kaj se je vama zgodilo? Ja, seveda, tudi pri nas je prišlo do takšnih pripetljajev, čisto pričakovano. Ko smo večali nišo za kamin in drva, smo prevrtali na drugo stran stene, in to zunanjo stran, kjer je pa niša za kapelico, tako da na srečo smo jo zelo zgrešili. In je ostala nepoškodovana? Ja, nedotaknjena je. Aleluja.
Na naši spletni strani www.tvambienti.si vsak dan objavljamo novice z področja arhitekture, gradnje, notranje opreme in ureditve vrtov. Vabljeni k ogledu. Hvala lepa za pozornost, imajte se lepo, uživajte in vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali stanovanje, kjer je bila rdeča nit petrolej zelena barva in prenovljeno hišo v soseski Murgle, ki je za 3-člansko družino postalo čudovit minimalističen dom s skandinavskim pridihom.